Lep športni pozdrav vsem košarkarskim navdušencem, vsem navijačem slovenske reprezentance. Moje ime je Matej. Blaž pa se mi bo pridružil že čez minuto ali dve. Sedaj sem želel narediti samo napovednik današnjega podcasta. Začela sva seveda z analizo tekme med Slovenijo in Francijo, enim izmed glavnih favoritov prvenstva, vsaj tako se je predvidevalo že pred samim začetkom. In še eno dominantno prepričljivo zmago Slovenije, morda najbolj prepričljivo zmago Slovenije na tem prvenstvu, tudi najbolj celovito predstavo. Zato več o tekmi že čez nekaj trenutkov. Tokrat sva se med analizo same tekme lotila tudi dveh tem, ki si zaslužita večjo pozornost najinih poslušalcev. In sicer na eni strani selektorja Kokoškova, Igorja Kokoškova, ki odlično vodi to reprezentanco na prvenstvu, še vedno ostaja neporažen na čelu reprezentance, na uradnih tekmah seveda, torej na tistih tekmah, ki štejejo. Zato sva tudi o tem srbskem strokovnjaku spregovorila malce bolj podrobno. Malce več pozornosti pa sva posvetila tudi sodnikom, ki sodijo na tem Eurobasketu, sodnikom, ki ne sodijo v najvišji rang evropskih sodnikov in vsekakor gre za manj kvalitetne in manj izkušene sodnike. Še ena izmed nespametnih potez FIBE, ki ni zmožna dogovorov za voljo boljšega prvenstva. Toda o tem več že čez nekaj minut. V drugem delu podcasta pa sva se zazrla proti Turčiji, proti uvodni tekmi osmine finala, ki jo bo Slovenija igrala z Ukrajino, z reprezentanco, s katero smo se v zadnjem letu pravzaprav pomerili že trikrat. Torej reprezentanca, ki jo naši igralci odlično poznajo, reprezentanca, ki je slabša od naših, vendar bolj podrobno o tekmi tudi v drugem delu podcasta, v katerem sva spregovorila tudi o poteku tekmovanja v Turčiji, o formatu, o morebitnih nasprotnikih. Pogledala sva, kdo je morebitni nasprotnik Slovenije v četrtfinalu, če se seveda tja pričakovano uvrstimo. Ali bodo to Srbi? Bo ta reprezentanca dobila možnost za maščevanje za tisti neugodni poraz leta 2009? Nas potem v polfinalu morda čakajo Španci? So Španci še vedno glavni favoriti prvenstva? In kakšno sliko so narisali boji v skupinah? Kakšne zaključke lahko potegnemo, kakšen je domet naše reprezentance, kaj, kako, zakaj? O vsem tem več v podcastu že čez nekaj trenutkov, ko se mi pridruži še Blaž. Blaž, pozdravljen. Zdravo, Matej. Kako si užival v tekmi? Sem užival, napeta tekma, čeprav le prvih nekaj minut, potem pa več ali manj dominacija Slovenije. Vendar v tekmi malce kasneje. Začetek me seveda veseli, da se ti je uspelo pridružiti tukaj za to mizo na enem podcastu. Vem, da tele zgodnje ure med tednom so zelo neugodne ravno za najine podcaste, za snemanje, za uskladitev terminov, zato me seveda veseli, da si tokrat zraven in se morda lahko kar podava na samo analizo današnje tekme. Ja, kot sem dejal, sam začetek je bil pester, zanimiv, nekaj uvodnih minut, nato pa kar hitro vodstvo Slovenije, ki se je tja do polčasa več ali manj samo višalo. In je zato že ob polčasu naša reprezentanca na odmor odšla z 17 točkami prednosti, ki pa so nato v tretji četrtini relativno hitro skopnele. Francija je začela huronsko, 9-1 na samem začetku tretje četrtine, bonus izpolnjen že v manj kot 2 minutah, oziroma 6 osebnih napak Slovenije že v manj kot 2 minutah in razlika je skopnela na manj kot 10 točk, na 9 točk bolj natančneje. Toda sledil je odgovor, odličen odgovor Slovenije. Danes bi bilo morda smotrno, če bi izpostavila dve stvari. Na eni strani Kokoškova, selektorja slovenske reprezentance, in na drugi strani sodnike, o katerih sva že pred samim začetkom prvenstva nekaj malega spregovorila, namreč predvsem v oziru tega, da na tem prvenstvu ne bodo sodili tisti najboljši sodniki, tisti sodniki, ki sodijo tekme Eurolige in Evropskega pokala, vendar
sodijo tisti sodniki, ki sodijo FIBIno ligo prvakov, državna prvenstva in niso akreditirani oziroma nimajo licence za sojenje evroligaških tekem, torej gre za manj kvalitetne sodnike in tudi egzote, kakršni je bil danes japonski sodnik, ki je celotno tekmo iritiral na eni strani Slovence, na drugi strani Francoze v tej tretji četrtini. Natančneje Fournierja. Fournierja, ja, ampak v tej tretji četrtini predvsem Slovence. To, kar sem želel omeniti, teh 9-1 na začetku tretje četrtine Francozov, Kokoškov vzel minuto odmora, povsem miren, hladen ostal, razložil, recimo, če to postavimo napram našemu bivšemu selektorju Zdovcu, bi si predstavljal, da bi Zdovc v taki minuti odmora izgubil povsem vse obrvi. Vendar Kokoškov ima malce drugačen pristop. Ne rečem, da je en ali drug pristop boljši ali slabši, oba funkcionirata, konec koncev ima Zdovc odlične uspehe, dosega v Evropi in jih je dosegal in se že leta dokazuje kot odličen trener, zaradi tega ne bi rad, da se to spremeni v kakšno primerjalno tekmovanje. Vendar je Kokoškov trener, ki je v naši javnosti, mislim, da podcenjen, vsaj glede na zapise, ki sem jih bral, različne novinarske zapise in sem dobil tisto, da je on vendarle malce podcenjen in res je odlično odreagiral na tistih francoskih 9-1 in približanje in sledil je odgovor 10-0 Slovenije. In to je tisto, kar je najbolj pomembno, učinkovitost moštva po vzeti minuti odmora. In Blaž, vsaj jaz imam občutek, nažalost nisva mogla poiskati te statistike. Statistika, ki jo imamo na voljo, je bolj borna, zato seveda nismo mogli pogledati, kakšna je dejanska učinkovitost našega trenerja po time-outih. To je statistika, ki jo imamo v NBA ligi seveda na voljo. Lahko pogledaš, kako učinkovita je ekipa po vzeti minuti odmora. To je dober znak dobrega trenerja, vendar tako po občutku imam. In tudi, ko sem si delal zapiske in sam pisal in spremljal tekme, sem dostikrat označil minuta odmora Kokoškova in potem sledi 5-6-0 Slovenije, sledi dober odziv, večina akcij se zaključi uspešno po minuti odmora. In tudi danes je sledil odličen odziv, podobno na to v zadnji četrtini, ki si jo že omenil, Blaž, Fournierjeva reakcija, povsem znerviran, Kokoškov na drugi strani miril ekipo, tudi Dragića bi recimo lahko danes provocirali sodniki, zadnjič sva govorila o tem, ravno po tekmi proti Grčiji, recimo sva govorila o tem, da so sodniki malce znervirali Dragića, ga malce spravili iz tira in kot da naj je Goran poslušal, danes ostal miren kljub nekaterim resnično neumnim odločitvam japonskega sodnika, tudi v sodnikih malce kasneje. Morda za začetek, Blaž, Kokoškov, tvoje mnenje o njem, te je prepričal z dosedanjim vodenjem reprezentance? Mislim, da če samo pogledamo njegov pedigre, kajti gre za trenerja, ki že vrsto let deluje v Ligi NBA, je prvi pomočnik pri Utah Jazzu, 30 prvih pomočnikov je v Ligi NBA, to so trenerji, ki so plačani precej dobro za svoje delo, ki ga upravljajo in mislim, da ne bi smelo biti nobenega dvoma o tem, ali je on dober trener ali ne. V končni fazi tudi z Gruzijo, ki jo je vodil, tam smo ga prvič pobliže spoznali kot trenerja, je dobro vodil tisto ekipo. Vem, da je takrat krožila neka novica, da naj bi imel on kar 23, 24 ali celo 25 različnih znakov za klicanje napadalnih akcij in da naj bi šlo, takrat vem, da se je o njem govorilo, kot da naj bi šlo za nekega napadalnega genija, kar se tiče trenerja. In mislim, da je on sedaj, ko je prevzel še boljšo reprezentanco, kajti roko na srce Slovenija je boljša reprezentanca od Gruzije, je še enkrat več dokazal na evropski sceni, da gre za odličnega trenerja. Predvsem, kar mene veseli pri njemu, je, da se zna prilagoditi na situacije, zna poiskati drugačne rešitve in recimo eden izmed takih stvari je, ki jo morda marsikdo ni opazil, ampak je recimo menjava Prepeliča in Blažiča v prvi peterki. Prej je tekme začenjal Prepelič, sedaj jih začenja Blažič in kar se je opazilo tudi sedaj na zadnjih 3 tekmah, je to, da je klop začela funkcionirati precej bolje, klop je precej bolj konkurenčna nasprotnim ekipam, kar so midva ponavljala čez podcaste že tudi med pripravljalnim obdobjem, da smo kot po tekočem traku izgubljali boj z nasprotno klopjo
In zadnje 3 tekme, ko je prišlo do te menjave, ki si jo omenil, je te 3 tekme naša klop dobila dvoboj z nasprotno klopjo, oziroma v primeru Grčije dosegla enako število točk. Tako in ne preseneča tudi dejstvo, da je Prepelič dobil nekoliko bolj samostojno, se pravi nekoliko bolj svobodno vlogo. Zgleda, da je ta igra njemu bolj pisana na kožo, medtem ko je Blažič se precej bolje znašel v peterki z Dončićem in Dragićem in oba sta na koncu tudi izboljšala svojo statistiko. Blažič kot obrambni specialist, kot tisti flajšter po domače povedano za najboljšega zunanjega igralca nasprotnega moštva, je odlično funkcioniral, tistega njihovega primarnega playmakerja je ponavadi on zaustavljal, ne Goran, in to odlično počel, vsaj na začetku tekme, ko je začenjal zelo dobro opravljal svoje delo in potem, ko ga je Prepelič nadomestil, je prišel svež spočit in to je okrepilo našo klop. Sedaj s klopi prihajata Prepelič in Randolph. Ti si pred tekmo z Grčijo Prepeliča že omenjal kot enega izmed tistih, ki lahko še dodajo, seveda o njem sva spregovorila kot enem izmed tistih, mislim, da si ti celo uporabil izraz joker s klopi in ravno potem očitno naj je selektor poslušal in ga uporabil, upeljal v to vlogo in ja, v tej vlogi tudi odlično funkcionira. Seveda še vedno, potem ko se tekma začne, veliko minut igra tudi z Dragićem, tudi z Dončićem, vendar rotacije Kokoškova, že spet, če se vrneva na trenerja, so odlične. Njegove menjave so dobre, so pravočasne. Kokoškov je res odličen napadalni strateg in zaradi tega je to tudi delo, ki ga je opravljal že v večjih različnih NBA moštvih. Tudi recimo v Phoenixu, on je eden izmed teh, ki ga tudi Goran večkrat označi za ključnega trenerja v njegovem razvoju. On je bil prisoten že od samih začetkov v Phoenixu in on je Goranu ogromno pomagal. Zato je to na nek način tudi nek tak sklenjen krog s Kokoškovim v reprezentanci in če je to res zadnji Goranov rodeo, če uporabim ta izraz, potem to končuje s trenerjem, s katerim je začel svojo NBA kariero in trenerjem recimo, ki mu je v sezoni 12-13, potem ko so odpustili Gentrija, glavnega trenerja, je nato Kokoškov v drugi sezoni skupaj z Hunterjem, takrat s enim izmed pomočnikov, pravzaprav skupaj upravljal vlogo trenerja, glavnega trenerja, čeprav je bil formalno glavni trener Hunter, vendar je med odmori Kokoškov risal vse akcije in takrat je Goran povsem spreobrnil individualno tisto svojo sezono, tisto moštvo Phoenixa je bilo takrat naravnost porazno, tako da ni mogel spremeniti nič v moštvu, vendar je končal v drugem delu sezone, mislim, da s povprečjem blizu 10 podaj na tekmo, dvignil procente, dvignil točke in saj v tistem drugem delu sezone bil med najboljšimi 7-8 organizatorji samo po All-Star breaku. Zato vsekakor se je Kokoškov dokazal z individualnim in moštvenim delom, vendar mislim, da to sedaj, tako kot si ti dejal, samo dodatno potrjuje njegove kvalitete, ki so nam, vsaj tistim, ki smo ga spremljali, ki smo njegovo delo spremljali v NBA ligi, bile že znane. Po svojem je kar žal, da v bistvu po tem ciklusu že zapušča slovensko reprezentanco, kajti zaradi teh mučk FIBE, ki bo sedaj spreminjala pravila in ki bojo kvalifikacije med sezonami in se te sezone seveda v NBA-ju in Euroligi ne bodo prekinjale zato, da bodo igralci igrali kvalifikacijske turnirje. Posledično tudi Kokoškov ne bo mogel biti selektor, kajti ne bo mogel iz NBA-ja priti in voditi ekipe, slovenske ekipe na kvalifikacijah, tako da nažalost tudi njegov je v bistvu to zadnji rodeo slovensko reprezentanco, če lahko uporabim ta izraz, kot si ga ti. Morda Srbi ga že vabijo v svojo reprezentanco, kljub temu, da imajo Đorđevića, ki dosega odlične uspehe. Pravzaprav to ni edina reprezentanca. Njegovo delo za Slovenijo in predtem seveda z Gruzijo, kot si že dejal, ne ostaja neopaženo. Jaz menim, da bo zagotovo še selektor v Evropi. Upam, da morda tudi za Slovenijo in bodo samo določili, čeprav seveda to je tema, ki jo bova obdelala po samem Eurobasketu, problem kvalifikacij, neumnosti FIBE, verjetno bova napram kakšnemu podcastu o neumnosti FIFA postavila vse neumnosti FIBE, gre za dva mastodonta, megalodona,
med svetovnimi športnimi organizacijami, ki sta izjemno rigidna in pogosto s svojimi odločitvami spravljata ob živce športne delavce znotraj svojih športov, seveda. Jaz upam, da to ne bo zadnjič, da to ni zadnji ciklus, zadnji turnir z Kokoškovim. Vsekakor gre za odličnega trenerja, ki bi lahko z Dončićem v reprezentanci postoril odlično delo. Tokrat je recimo za ta Eurobasket reprezentanco bolj prilagodil Goranu in tudi Luka ima več kot dovolj svobode. Ne pozabimo, kako je Luka odlično igral med pripravami, vendar to je bilo takrat tudi zaradi tega, ker je Goran igral malce bolj rezervirano in mu bolj prepuščal igro. To je njegov prvi Eurobasket, ima še dosti časa za nabiranje izkušenj in na tem Eurobasketu z Goranom nabira ogromno izkušenj, toliko izkušenj in toliko, kot se bo lahko on naučil, glede na to, da beremo tudi, da z Goranom bivata v isti sobi. Naš najboljši igralec in v prihodnosti naš najboljši igralec, naš sedanji vodja, naš bodoči vodja. Tisto, kar mi je res všeč pri Goranu, je tudi način, na kakršnega on uči svoje igralce, upravlja to vlogo mentorja, vlogo vodje, ne samo v reprezentanci, tudi v Miamiju in res je to neka dodana vrednost k njegovi igri. Če bo njegovo telo zdržalo, če bo lahko nadaljeval in vzdržal v tej fizični formi tudi skozi naslednjo sezono in to igro, ki jo sedaj kaže, nadgradil in seveda, če bo Miami uspešen, mu jaz napovedujem letos prvo All-Star tekmovanje. Strinjam se s tabo, ampak mislim, da je pri Goranu problem, kar se tiče All-Stara, tiči drugje, ne toliko v njegovih predstavah, bolj v tem, da ni tako zelo flashy igralec, da ni highlight igralec in to včasih precej pretehta pri tej All-Star izbiri, ampak to je spet tema za daj drugič. Ko si omenil, da Dončić in pa Dragić bivata skupaj v sobi, ne upam, da se ne bo, glede na to, da je Dončić igral danes vročino, da ne bo kaj te vročine preskočilo sedaj še na Dragića, kaj ti potrebovali ga bomo v naslednjih krogih. Ja, jaz se strinjam, kar se tiče Gorana, pa se v njemu praktično že celotno prvenstvo govoriva samo v superlativih. Dejansko od njegove predstave si drugega niti ne zaslužijo in on je dejansko postal tisti pravi lider te reprezentance. Se mi zdi, je bil vedno tisti lider, ampak se mi zdi, da sedaj pa pravi tisti, ki dobesedno lahko potegne voz, ki potegne za sebe svoje igralce, ki je lahko kakšnega tudi nekoli, bomo rekli, na rekovajih za ušesa, mu da vedeti, to je treba storiti. To je, mislim, da tudi tista dodana vrednost letošnji reprezentanci, kajti se mi zdi, da je Goran res naredil tukaj še korak naprej in to tudi dodatno, bom rekel, dodatno povzroča to homogenost ekipe, kajti ko ti veš, na koga se obrniti, recimo tudi med tekmo, ko ne veš, kaj žogo dajo Goranu, po svoje je to slaba stvar, ker ti potem se zanašaš na enega igralca, ampak po drugi strani, ko imaš takšnega vodjo, ko imaš takšnega igralca v ekipi, ki mu lahko zaupa žogo, ko ne veš, kaj z njo, ko mu jo lahko daš, je precej lažje ostalim igralcem igrati igro, lahko dosti bolj sproščeno igrajo in zadevajo več trojk, lahko zadevajo težje mete in tako naprej, ko vejo, da ne sloni glavno breme tudi na njih, kajti vejo, da pač je še vedno tam Goran, ki je tam kot neka gravitacijska sila, ki pobere večino te teže na svoja pleča in mislim, da on tudi uživa v tej vlogi, v tem trenutku, vsaj tako izgleda na tem prvenstvu, da mu ta vloga paše, da je breme na njem. Zraven je pa seveda vesel vsake, pač samo poglej, kako z Dončićem praktično vsake pozitivne stvari, kakšnega težkega meta od Dončića ali pa svojega, vedno jo proslavljate skupaj, vedno se objeta. Tudi Dončić je po tisti tekmi proti Grčiji razlagal, kako je Goran rekel, da imajo velika in ni hotel povedati naprej, vsi vemo, kaj je mislil. In dobro sta se povezala, tako kot si že ti rekel, izjemno dobro sta se povezala in mislim, da bo Dončić od te reprezentančne akcije potegnil precej veliko pozitivnih izkušenj, ki jih bo potem lahko uporabil tudi naprej. Jaz verjamem, da se bo med njima spletlo tudi tolikšno prijateljstvo, oziroma se je že tolikšno prijateljstvo spletlo, da ko bo Dončić odšel v ligo NBA, bo mislim, da tam imel izjemno dobrega zaveznika v Goranu, kajti siguren sem, da ga bo lahko poklical praktično po vsaki tekmi, bosta lahko predebatirala stvari, mu bo povedal, kako zadeve laufajo v ligi. In za Dončića je to vse samo pozitivno in za njegov razvoj. In jaz mislim, da
na naslednjem svetovnem prvenstvu, ko Gorana več ne bo, bo Dončić tisti, ki bo dejansko prevzemal, bo morda imel podobno vlogo, kot jo ima sedaj Mark Kanen pri Fincih, ko je pač tisti glavni igralec. Mislim, da bo to pri nas potem Luka Dončić in ne pozabimo, da čez 2 leti bo on star šele 20 let. Če ne bo Gorana, če bo to dejansko njegovo zadnje prvenstvo, potem bo na naslednjem prvenstvu verjetno Luka že naš glavni igralec. Čeprav povsem možno, če bo Luka nadaljeval v istem ritmu kot do sedaj in če seveda se bo Goran malce postaral, zgubil kakšen korak, 2, konec koncev, ko nekje branilci pridejo v 30 leta, je potem seveda samo še vprašanje časa, kdaj bodo zgubili. Seveda, če si tako dobro pripravljen kot Goran in tako dober atlet kot Goran, lahko še nekaj let igraš na tem nivoju. Vendar tisto, kar si rekel, o Goranu lahko in smo govorili samo o superlativih. Jaz sem že pred samim začetkom napovedal ta njegov pohod proti idealni peterki prvenstva, seveda ob pogoju, da bo Slovenija uspešna. Če zaključimo tekmovanje v osmini finala, lahko Goran še vedno konča kot morda najboljši strelec in eden izmed igralcev z najvišjim statističnim indeksom, torej statistično najboljši igralec, vendar bo Slovenija že doma, tako da na tak način si idealne peterke seveda ne bi prislužil oziroma ne bo prislužil. To, da če bo Slovenija zmagovala in če bo Goran igral v istem ritmu in na isti način tudi v Turčiji, v kar seveda ne dvomim, razen če seveda ne pride do kakšne poškodbe, spremembe kriterija pri sodnikih. In to je ena stvar, kjer se bova morda še za sekundo ali 2 zaustavila, vendar sem želel samo preden zaključiva tole temo še v Goranu. Morda me skrbi to, da je slovenska reprezentanca še vedno malenkost preveč odvisna od njegove igre in prej ali slej se bo zgodila tudi slaba Goranova tekma. Na vsakem prvenstvu se je vsem najboljšim igralcem pripetila vsaj ena slaba tekma na prvenstvu ali pa recimo ena slaba, 2 povprečni. Goran zaenkrat ni imel niti še slabe, niti povprečne tekme. Vse tekme sedaj so bile... Kako da ne, če pa je dosegel samo 22 točk? Ja. To je povprečna tekma. Za Gorana je to povprečno. V primerjavi s tisto 30 točkovno, seveda 22 točk ne zgleda tako impresivnih, vendar še vedno je najboljši strelec prvenstva in bo verjetno pri tem tudi ostalo po jutrišnjem dnevu, razen če se nekdo ne strga z verige, po domače povedano. In Goran je po tem prvem delu zagotovo najbolj koristen igralec, recimo temu skupinskega dela, v to ne dvomim. Če bo ostalo pri tem tudi v drugem delu, bo potrdil tisto, kar seveda jaz morda ponavljam v nedogled, da je Goran najboljši evropski organizator in da je najboljši igralec na tem prvenstvu v tem trenutku nedvomno. Morda za konec samo še kakšno besedo ali 2 o sodnikih. Blaž, omenila sva, da sodijo tisti tretjerazredni sodniki in danes je ta japonski sodnik res odigral pravo kabuki sceno z vso melodramo, ki pritiče temu japonskemu teatru. V tretji četrtini, kot sem že omenil, je najprej iz tira spravil našo reprezentanco, ki jo je potem izkušeni Kokoškov seveda umiril in nazaj utiril. Vendar na to v zadnji četrtini iztiril Fournierja, druga tehnična napaka, dosodil mislim na dvojno osebno oziroma najprej dosodil osebno Prepeliču, potem spremenil odločitev, potem nekako vse skupaj kompenziral z dvojno osebno in seveda iztiril že tako živčnega Fournierja. Sodniki so bili slabi, vsaj po mojem mnenju, Blaž, ne vem. Meni se v prvem polčasu niti niso zdeli tako zelo slabi, je pa res, da večino napak je šlo v slovensko korist, tako da... Zato se ti niso v prvem polčasu zdeli slabi, ker so storili nekaj napak. Ja, reče, podarjenemu konju se ne gleda v zobe, ne? Res je, vendar kljub temu objektivno gledano to pomeni, da sodniki so bili slabi, se niso sodili najbolje. Čeprav ne bi rekel, da je tistih 17 točk prednosti, da so do tega pripeljale sodniške napake, vendar 2, 3 točke, 3, 4 točke pa bi že lahko pripisali plusa seveda sodniškim napakam. Toda na to so na začetku tretje četrtine začeli s kompenzacijo, predvsem ta japonski sodnik, ki je morda že v prvem polčasu dosodil dvomljivo osebno napako Fournierju, tudi osebno napako, ki ni bila dvomljiva, ki jo je Goran zelo izkušeno izsilil, ko se je postavil na pot Fournierju in je Fournier se zaletel van. In tisto je bila osebna napaka, ven je dosodil še eno osebno napako, ki pa nikakor ni bila. In že takrat malce ziritiral in potem ne samo
samo Fournieju, tudi dvema drugima, tudi Dio je, mislim, da dosodil eno osebno napako, ki je bila malce čudna. In potem to v tretji četrtini kompenziral z 2-3 povsem izmišljenima osebnima napakama slovenskimi igralci. Športna osebna Čančarja. Je bila naravnost absurdna. Dejansko sem imel občutek, da je v polčasu pogledal na statistiko, pogledal osebne napake, ki jih je sam dosodil in se odločil potem za tisto, kar je najslabše, kompenzacijo in tistih 6 osebnih napak Slovenije v 2 minutah praktično, od tega so bile 3 res zelo dvomljive, vendar tisto, kar je bilo najbolj pomembno, naši so ostali mirni. Toda nasploh v drugem delu, kako bodo sodili te tretjerazredni sodniki, je veliko vprašanje, ali se bodo našli še kakšni egzoti, recimo temu pod navednicami, iz seveda košarkarsko manj razvitih držav. Gre se seveda za to, ne mislim s tem pravzaprav nič slabšalnega. Če bi šlo za turnir v judu, bi z veseljem imel Japonca za sodnika, vendar glede na to, da gre za košarko... Ja, malo manj, ne. Malo manj. Mene predvsem skrbi v naslednjem delu pri sodnikih to, kako bodo, ko bodo emocije nabite, ko se bojo tekme lomile, ali bodo sposobni tudi oni delovati pod pritiskom, kajti vemo, da tako kot so igralci pod pritiskom zaradi rezultata, so po drugi strani pod pritiskom tudi sodniki, da ne naredijo v ključnih trenutkih, ne naredijo napak. In ali so te tretjerazredni sodniki sposobni ne odločati tekem zaradi napak, to bomo pa še videli. Lamonika je vedno bil eden izmed tistih velikih nastopačev, ki smo ga radi pljuvali na vsakem prvenstvu, ne na vsakem, no ja, pravzaprav na vsakem, tisti, ki smo spremljali vse tekme, ne samo naše reprezentance, vendar na nekaterih prvenstvih je tudi naši reprezentanci sodil, vendar on je recimo tipični primer nastopača, kot recimo Kolina v nogometu, sodniki, ki radi stopijo na tisto prvo sceno, ki se radi pokažejo, ki radi s svojim slovesom in nastopom zahtevajo neko avtoriteto, vendar poskušajo soditi objektivno oziroma držijo več ali manj enak kriterij, čeprav Lamonika ga je včasih znal iti kar v špansko smer velikokrat. Kar želim povedati, da si bomo morda na tem prvenstvu še želeli Lamonike, da si bomo morda na tem prvenstvu želeli sodnike, ki morda ne, da bi sodili pristransko, vendar bolj kvalitetne sodnike. Predvsem zato gre, da morda te sodniki nikoli ne sodijo igralcem, kakršen je Goran Dragić, nikoli ne sodijo niti igralcem, kakršni igrajo v Euroligi, ne sodijo niti na tem nivoju. In evroligaški nivo je že hitrejša, bolj fizična, močnejša košarka, reakcije so dosti hitrejše in te sodniki tega preprosto ne dohajajo in ne dojemajo na tem nivoju in potem poskušajo seveda s kompenzacijo ali pa morda včasih tudi s kakšnimi takimi diplomatskimi dvojnimi osebnimi napakami ali pa poskušajo s kakšno tehnično napako več vzpostaviti avtoriteto. Nasploh sojenje do sedaj ni bilo dobro. Tudi če gremo izven naše skupine, izven tekem naše reprezentance, tudi o sojenju so že mnogi trenerji spregovorili in mislim, da upravičeno in samo upam lahko, da vsaj na tekmah slovenske reprezentance o sojenju ne bomo izgubljali veliko besed, vendar na drugi strani napak je preveč. Ja, se strinjam, napak je enostavno preveč in ravno zaradi tega, kot sem rekel, upam, da bodo sodnike, da bodo v bistvu še izmed teh, recimo temu slabih sodnikov, izbrali vse in tiste najboljše, ki bodo sedaj sodili v Istanbulu. Drugače, ne vem, na sodniških odločitvah košarka je predvsem tak specifičen šport, kjer se lahko sodniške napake zelo hitro potencirajo v rezultatu. Precej bolj so sodniške odločitve lahko vplivajo na igro in resnično lahko upamo, da ko bo prišlo sedaj do resnih tekem, ko bodo, tako kot sem že rekel, emocije na vrhuncu, ko se bojo lomile tekme, ko bodo igralci živčni, ko bojo vročekrvni, ko zna priti tudi kakšnega pretepa, kajti oba veva, da ko se grejo tekme na izpadanje, ko ti ne gre, ko loviš rezultat in tako naprej in če si prepričan v to, da bi bil boljši, tako recimo kot je danes Fournieju, ko so večkrat zavreli živci. Lahko zavrejo tudi kakšnemu našemu igralcu. Točno tako, ne? Tudi morda je to lahko dovolj za ta prvi del, ki sva ga nameravala sicer posvetiti samo tekmi proti Franciji, sedaj sem malce več spregovorila že o sodnikih, tudi malce se že zazrla proti Turčiji, še bolj podrobno pa o Turčiji in drugem delu tekmovanja čez par trenutkov.
Ja, Blaž, sedaj pa se zazriva še proti Turčiji, proti bojem na izpad, ki se začnejo že v soboto in tako kot se je skupinski del začel z slovensko tekmo proti Poljakom, se bodo boji na izpad začeli s tekmo Slovenije proti Ukrajini, proti našim starim znancem, sedaj že reprezentanci, s katero smo se v zadnjem času pomerili že nekajkrat v lanskem kvalifikacijskem ciklusu, dvakrat letos na pripravljalnih tekmah, enkrat na Hrvaškem v Opatiji. Morda za začetek zato najprej malce pogledava proti tem dvoboju. Prva stvar, ki je meni stopila v oči, je ravno to prvi dvoboj dneva ob 11:30 po našem času bo že tekma, torej 2 uri pred tekmami na Finskem, 2 uri nazaj se bo ura naših reprezentantov morala zavrteti in sedaj bodo igrali še bolj zgodaj. Je to vredno omembe? Je, namreč statistika vsekakor govori, statistika iz NBA lige na eni strani in recimo tudi španske lige v Evropi, ko igralci, ko moštva igrajo te zgodnje popoldanske termine ali opoldanske termine, je met iz igre nedvomno slabši. Seveda to tudi zaradi tega, ker so igralci vajeni igrati ob določeni uri in trenirati ob teh urah, ko bo sedaj morala naša reprezentanca igrati. Vendar naša reprezentanca je vendarle sedaj že malce vajena teh zgodnjih terminov, tudi na Finskem smo igrali nekaj tekem ob tem prvem popoldanskem terminu, zgodnje popoldanskem terminu, to da sedaj 11:30 lahko pričakujemo slabši met iz igre. To se vsekakor lahko pripeti, let, nova dvorana, tudi to lahko vpliva na to, zato se ne moremo zanašati na tako dobro strelsko predstavo, recimo kot danes, s tem, da tudi danes recimo met za 3 točke ni bil ne vem kako izreden, 33% na koncu, še vedno nismo na nobeni tekmi metali več kot 34% za 3 točke. Torej, tukaj imamo še ogromno rezerve. Jaz sem pričakoval 2, 3, morda celo 4 tekme z recimo 40%, 39-40% metom, 38 recimo vsaj metom naše reprezentance na tem Eurobasketu. Zaenkrat tega recimo še nismo videli, medtem ko naši nasprotniki so že imeli take 39-40% mete proti nam. Koliko se bo to poznalo v soboto, v tem zgodnem terminu, Blaž, kaj meniš? Glede na zgodovino mislim, da ne pretirano, vsaj če gledamo glede na ta Eurobasket. Če pa gledamo na prejšnji Eurobasket, ko je bil selektor Šezdovc, se spomnimo tiste tekme na izločanje, ko smo igrali proti Latviji v podobnem terminu in takrat praktično zatrokirali na celotni črti. Toda tukaj je kar nekaj opomb, ni igral Dragič, ni igral Vidmar, ni igral Murić. To je bila povsem drugačna reprezentanca, pravzaprav ni igral Randolph. In tista tekma se je igrala tudi takoj naslednji dan po zadnji tekmi v skupini. Zelo neugoden termin. Mislim, da naši so samo leteli, izredno pozno prileteli, enkrat ob 3-4 zjutraj, šele v Francijo, če se ne motim, in potem takoj igrali tisti prvi opoldanski termin. Ja, no, ampak takrat nam pač seveda tudi met ni tekel, ampak mislim, da to ne bo nobene razlike delalo. Ukrajinci so sicer igrali v Izraelu in so nekoliko bolj navajeni na to časovno območje, ampak mislim, da to pri slovenski reprezentanci ne bo počelo nobene pretirane skrbi. Predvsem tudi zaradi tega, kaj ti grejo že, mislim, da celo že danes letijo iz Finske proti Istanbulu, tako da bodo imeli 2 dni, da se aklimatizirajo in potem v soboto odigrajo tekmo, tako da mislim, da kakšnih hujših problemov ne bojo imeli. Po drugi strani pa tudi Ukrajina je slabša reprezentanca, konkretno slabša reprezentanca. Imajo nekaj sicer orožij, o kateri bova spregovorila, ampak skupno gledano so naši dovolj kvalitetni, da jih take stvari ne bi smela vršiti iz tira in mislim, da bi to mora biti relativno lahka zmaga. Tukaj se povsem strinjam s tabo, seveda zmaga Ukrajincev, ki smo jih bolj ali manj zlahka premagali na teh zadnjih 3 srečanjih, ki smo jih odigrali proti njim. V Celju lansko poletje, nato v Ukrajini povratna tekma na obeh tekmah. Na prvi tekmi je sicer blestel Zoran Dragič v Celju, takrat dal skoraj 30 točk. Toda tistih, ki jih ni, brez tistih se mora, kot
kot se rado reče, in na tem Eurobasketu pač moramo tudi brez Zokija, čeprav ravno ko spremljam te tekme in pomislim občasno, kakšna dodana vrednost bi seveda bil Zoran v tej reprezentanci, bi dejansko, glede na to, kar je ta reprezentanca do sedaj pokazala, še bolj resno napovedovali medaljo. No ja, jaz sem jo napovedal tudi s to reprezentanco, bomo videli. Vse se lahko še spremeni, namreč boji na izpad so tudi nekakšna loterija, vendar, tako kot si dejal, Blaž, razlika v kvaliteti med Ukrajino in Slovenijo je tako velika, da bi morala Slovenija ta boj dobiti, ne bom rekel zlahka, vendar rutinirano in zanesljivo. Pri Ukrajini glavna nevarnost preti izpod koša, Pustovi, odličen center, ki je dolgo časa igral pri Himkiju in se na to preselil v Španijo pred 2 letoma. Pustovi z 17,6 točkami, njihov najboljši strelec, tudi najboljši skakalec s 5,8 skoki, zraven še 1 podaja, 1 ukradena žoga in 1,6 blokade, torej med boljšimi blokerji na tem prvenstvu. Drugače pa pri Ukrajincih točkovni doprinos pravzaprav razdeljen med vseh igralcev. Velika večina igralcev, vsi so dobili priložnost vsaj na 4 tekmah in večina teh igralcev prispevala tam nekje med 5 in 8 točk. Drugi najuspešnejši strelec v moštvu za Pustovijem z 8 točkami Goranov znanec iz Feniksa Kravcov, prav tako center, torej glavna nevarnost nasploh pri Ukrajini preti izpod obroča. Nimajo sicer svojega centra Fesenka, ki je igral v lanskih kvalifikacijah, torej lahko bi bili še malce močnejši, vendar ja, to sta 2 najuspešnejša strelca, vendar seveda razlika med Pustovijem in Kravcovom je očitna, iz 17,6 na 8 točk in za njim potem naslednji najbolj uspešni strelec Bobrov 7,2, Lukašov 6,8, Kolčenko 6,2, Lipovi 6,6. Vsi se nekje gibljajo tam okoli med 5 in 8 točkami, celotno moštvo prispeva. Torej, nevarnost preti izpovsod, vendar nihče ni kaj posebej izstopal, z seveda izjemo Pustovija. Ja, Ukrajino v skupinskem delu so te boljše reprezentance, po katerih so igrali, relativno z lahkoto omejevale v obrambi. Dosegali so proti tem boljšim reprezentancam okoli 60 točk, nekje celo manj kot 60. In recimo Gruzija, vsaj kot splošni vtis, je igrala precej bolje od Ukrajine, to da na koncu je ravno ta medsebojna tekma med Ukrajino in Gruzijo odločala o tem, da so Ukrajinci naš nasprotnik sedaj v osmini finala. Ukrajina je recimo proti Litvi izgubila za skoraj 30 točk, Gruzija pa premagala Litvo. Torej možno, da je tisti slab dan Gruzije na medsebojni tekmi odločil dvoboj v korist oziroma pretehtal v korist Ukrajine, ki je tudi po mojem mnenju morda malce lažji nasprotnik za nas kot neugodni Gruzici, čeprav na drugi strani pa Gruzice seveda odlično pozna ravno naš selektor Kokoškov. Ja, in tako kot sem že rekel na začetku, to ne bi smela biti pretirano težka naloga za slovensko reprezentanco in mislim, da je tudi ta uvod v izločilne boje primeren, da se nadaljuje ta forma, da se nadaljuje ta samozavest, kajti potem v četrtfinalu nas bo pa čakal drugouvrščeni iz skupine D, ki bo sicer igral vsaj predvidevam, da bo drugouvrščeni iz skupine D premagal tretjeuvrščenega v skupini C, kjer je v tem trenutku sta to Srbija in pa Črna Gora. In mislim, da bodo Srbi naš nasprotnik v četrtfinalu, tako da takrat nas bo pa resnično zahtevna tekma čakala. Če pride do dvoboja Srbija-Črna Gora, bo to vsekakor dvoboj vreden ogleda. Balkanski derbi, Srborit derbi, kjer bodo igrali Črnogorci A proti Črnogorcem B, če sem malce zloben. Malce sem samo zlorabil šalo legendarnega Boše Tanjevića, selektorja Črne Gore, ki je na prijateljski tekmi med Srbijo in Črno Goro dejal, da tako ali tako za srbsko reprezentanco igrajo več ali manj samo Črnogorci. To je pa ponudil kot odgovor na vprašanje, če vidi težavo z igranjem Američana v črnogorski reprezentanci. Seveda dejal ne, ker
parafraziram, ker za Srbijo igrajo več ali manj samo Črnogorci, zato en Američan ne dela razlike. Vendar vsekakor izjemen derbi, vreden ogleda, kjer so Srbi morda močnejši v tem trenutku, vendar to je tekma, kjer se jaz skoraj da ne bi upal dajati nobenih napovedi. Ja, jaz pa dajem napoved, da bo Srbija tukaj šla naprej in potem nas v četrtfinalu čaka borba z njimi in potem v polfinalu verjetno dvoboj z Španijo, kjer pa je potrebno nekaj povedati. Z današnjo zmago je Slovenija Francijo pahnila na 3. mesto in v četrtfinalu se bosta pomerila Francija in pa Španija. Seveda pod predpostavko, da bo Španija premagala četrtouvrščenega v skupini D. Še en Eurobasket derbi, tudi prejšnjih Eurobasketov. Tako in verjetno, vsaj koliko poznamo zgodovino Francije, se bodo le ti sedaj skozi to tekmo, kajti oni so znani potem, da slabše začnejo in potem bolje končujejo ta velika prvenstva, se zna zgoditi, da bodo Francozi povzročali kar precej težav Špancem, tako da mene recimo v tej tekmi ne bi presenetilo, če bi Francozi Špance na koncu premagali. Vsaj, če gledamo sedaj po tej tekmi z Hrvaško, ko so Španci sicer niso imeli najboljšega dneva, vendar so Hrvatje pokazali, da se da z njimi igrati košarko, da se jih ne sme nihče bati, tako da mislim, da tukaj bi lahko morda Francozi premagali Špance, ki pa še vedno ostajajo seveda glavni favoriti za končno zmago, vsaj pri meni. Ja, jaz se strinjam s tabo, ko si dejal, da si prepričan, da bodo Srbi premagali Črnogorce, oziroma se strinjam, da so Srbi veliki favoriti tukaj. In to seveda potem pomeni dvoboj Slovenije s Srbijo v četrtfinalu, vsekakor neugoden nasprotnik, tudi nasprotnik, s katerim nas veže predvsem seveda tisto prvenstvo 2009 in poraz v polfinalu, ki še danes odzvanja. Nesrečen poraz in morda bi lahko to četrtfinale, če se z njimi seveda pod pogojem, da se Srbi srečamo tam, bilo na nek način maščevanje za tisto tekmo, vendar do tam seveda potrebno najprej premagati Ukrajino in potem šele razmišljati o morebitnem nasprotniku v četrtfinalu. Predvsem svojega nasprotnika čakajo še Španci, vendar ne glede na to, s kom se bodo Španci srečali in glede na trenutno situacijo v skupini D se lahko srečajo z pravzaprav skoraj da vsako izmed prvih 4 reprezentanc, teoretično je to možno, vendar v tem trenutku bi se recimo, če bi bilo sedaj že konec, bi se srečali z domačini Turki in tukaj je morda možno celo presenečenje, čeprav glede na igre, ki so jih do sedaj pokazali Turki, tega ne bi mogli trditi, so vendarle Španci, kljub pomislekom, ki si jih ti imel, še vedno jih šteješ za glavne favorite, vendar ja, tudi jaz sem opazil, recimo, Pau Gasol je že star, vseeno mislim, da se mu poznajo leta, čeprav v tem drugem delu v bojih na izpad, mislim, da se motivirani Gasol še lahko. Ne pozabimo, zadnji basket, na katerem je bil on MVP, najbolj koristni igralec, je oddaljen le 2 leti in mislim, da je na trenutke še sposoben za blesteti na podoben način, vendar ta španska reprezentanca, kljub seveda nekaterim imenom, ki manjkajo, še vedno najmočnejša reprezentanca tega prvenstva, tudi vsi igralci, ki so v tej selekciji, se zelo dobro poznajo in že leta igrajo skupaj, tako da jaz jih tudi vidim kot naše morebitne nasprotnike v polfinalu. Če seveda premagamo potem v četrtfinalu, si povedal, Blaž? Ja, glede na to, kolikor sedaj kažejo zadeve, bo to Srbija verjetno. Tako, to si že povedal in čakamo na zmagovalca tega balkanskega derbija, o katerem sva spregovorila. Tudi seveda več bomo vedeli po samih uvodnih bojih v osmini finala. V bistvu več bomo vedeli po jutrišnjem dnevu, ko se v skupini D sicer lahko še kakšen narekovajih temu črni scenarij zgodi, kajti tam so ekipe precej bolj izenačene in recimo že samo en poraz ene izmed teh 4 glavnih ekip bi lahko povzročil konkretno spremembo na lestvici, tako da midva to sedaj predvidevava, glede na to, kakšno je trenutno stanje in kako načeloma naj bi lestvica na koncu izgledala, to, da pač ko se igra košarka, ko se odloča pozicija na parketu, je to povsem svoja zgodba in je pač teorija na papirju nekaj, praksa na parketu pa povsem nekaj drugega, tako da moramo vsem počakati, da bo konec jutrišnjih tekem. Glavno je sedaj, da imamo svojega nasprotnika v osmini finala in
morda tako, kot je rekel Kokoškov, gremo iz tekme v tekmo in potem bomo videli, kam pridemo. A je tako? Tukaj se povsem strinjam s tabo. In seveda, kot sva dejala, Ukrajina ne bi smela predstavljati večje ovire ob podobni igri, kot je naša reprezentanca seveda kazala na Finskem, bi seveda morala zanesljivo premagati Ukrajino. Jaz tako osebno upam, nisva kaj dosti časa in besed posvetila Anthonyju Randolphu. Mislim, da če se njemu odpre še v napadu, v obrambi svoje delo odpravlja odgovorno, dobro, igralci se bojijo, recimo, ko vidijo, da jim nasproti stoji Randolph, dvakrat premislijo, če bodo metali, predvsem mečejo kakšne visoke floaterje, ki se od obroča odbijajo v roke kakšnega izmed naših igralcev, prevzema višje, nižje igralce, dobro rotira, včasih morda še rahlo prepozen, mislim, da še vedno ni v tisti pravi kondiciji in upam, da je skozi te tekme si jo nabral in tudi proti Ukrajini upam, da bo to še ena dobra tekma, v kateri se bo lahko razigral, morda končno razigral tudi v napadu, to bi bilo odlično, verjetno bo tudi on tisti, ki bo s Pustovjem, torej najboljšim igralcem Ukrajine, bil neposredni dvoboj, ga kriv, Pustovi je bil, tako da verjetno ga bo on tudi pogosto prevzemal, glede na to, da je morda kanče hitrejši od Vidmarja, čeprav seveda Vidmar tudi na tem prvenstvu odlično rotira in prevzema, vendar v napadu čakamo Randolphove trojke, čakamo njegove mete. Danes smo dočekali eno. Prvo. In upam, da jih bomo v drugem delu vsaj recimo 10-krat toliko, bi bilo čudovito, recimo njegovih 30 točk iz trojk v naslednjih 4 tekmah bi bilo. Jaz podpišem, da da vseh 10 v finalu, tako da. Bi bilo enkratno, njega še čakamo, vendar bomo videli, kako bo v Turčiji. Prva stopnica Ukrajina, mislim, da so več ali manj povedala tisto, kar je najbolj pomembno o reprezentanci, o morebitnih parih v četrtfinalu. Naslednji podcast, Blaž, po sobotni tekmi z Ukrajino. Upam seveda, da bova prav tako dobre volje kot danes, namreč če slučajno Slovenci pogrnejo na tej stopnici. No ja, bova pa lahko pljuvala tako, da bo kar deževalo. Ja. Zato, Blaž, se lahko verjetno od tebe na tej točki poslovim, sam bom samo še naredil zaključek z vsemi kontaktnimi informacijami, kjer naju lahko najni poslušalci seveda dosežejo. Hvala za obisk in tvojo pomoč pri tokratni epizodi podcasta. Žal mi je, da ne morem biti malo bolj aktiven v teh dneh, ampak delo me je povsem zasulo in ravno ob nepravem času, saj veste, Murphy in tako naprej. Tako da, ampak obljubim, se pridružim tudi pri naslednjem podcastu v soboto in upam, da bova skupaj rajala ob novi zmagi. No, rajala ob zmagi proti Ukrajini ne bo, vsaj jaz ne bom. Vsaka zmaga je dobra zmaga. To je res, vendar to je ena izmed tistih tekem, kjer je poraz bolj odmeven kot zmaga. No, to je res, to se strinjam. Ampak glej, jaz rad vidim, da zmagujejo, pa tudi, če je to Ukrajina za 1 točko. Ja, verjemi, da tudi jaz bi rad videl zmago proti Ukrajini, vendar govorim seveda, da ta zmaga vendarle ne bo še razlog za rajanje. Razlog za rajanje bodo potem morebitne zmage v polfinalu in finalu, če seveda do tega pride. Mislim, da tudi zmaga v četrtfinalu še ne bo tisti pravi razlog za rajanje, bo pa že razlog za tisto prvo zadovoljstvo. Mislim, da je to tisti prvi in osnovni cilj polfinale te reprezentance, vendar o tem seveda korak za korakom, tako kot naš selektor ves čas opozarja. Zato, Blaž, še enkrat hvala, morda če se posloviš od poslušalcev in Tako, hvala za vašo pozornost in za vaš čas. Jaz se na tej točki poslavljam, Matej pa se čez nekaj trenutkov vrne še s kontaktnimi podatki. Ja, kot je dejal Blaž, za konec samo še kontaktni podatki, vendar morda za začetek predtem samo ena majhna prošnja in namreč vas, Blažem, prosiva, če lahko na iTunesih pustite kakšen komentar in oceno najnega podcasta. Upava seveda, da čim višjo oceno, vendar s komentarjem in oceno nama pomagate pri rangiranju na iTunesih in s tem seveda tudi pri nadaljnem delu. Zaradi tega nama bo že
Zaradi tega nam bosta že ena zvezdica in en komentar močno pomagala in če si lahko vzamete minuto časa in to storite, bova seveda zelo hvaležna. Za konec pa samo še tisti glavni kontaktni podatki in sicer tisti prvi najpomembnejši, naša spletna stran sportinfo.si. Tam boste našli tudi povezave do različnih družbenih omrežij, ki jih opravljamo in seveda celotno knjižnico vsebine, še posebej s časom bo ta knjižnica vedno bolj bogata. Lahko pa nas obiščete tudi na naših družbenih omrežjih. Zagotovo vas večina že pozna naš Facebook NBA Slovenija. Všečkajte pa tudi naš Facebook Sportinfo.si, naš Facebook Nogometni prestopi in morda bi tokrat omenil še naš Facebook Slovenija smuča, kjer boste tekom celotne zime našli vse najbolj sveže novice iz sveta zimskih športov, iz sveta Ilke Štuhec, iz sveta Prevca, iz sveta vaših priljubljenih zimskih športnikov. Za tokrat pa naj bo to dovolj kontaktov, seveda na vse te naslove nam lahko tudi pišete. Za konec pa samo še z moje strani lep pozdrav, slišimo se po sobotni tekmi z Ukrajino, za katero seveda upam, da se bo končala uspešno in da bova z Blažem zopet imela razlog skupaj z vami seveda za zadovoljstvo. Lep športni pozdrav, nasvidenje in živjo!